Približuje se državno nogometno prvenstvo. Nankatsu bo predstavljal naše mesto. Za mesta v moštvu so se potegovali igralci našega Nankatsa in Fabijanovega Sjuteca. Iz Nankatsuja so izbrali Sebastiana, Mirana in mene. Ostale mesta v moštvu so dobili igralci Sjutecuja. Novo moštvo se bo imenovalo Nogometni klub Nankatsu. Z glasovanjem smo odločili, da bo naš kapetan Fabijan. Moram priznati, Fabijan je starejši in izkušenejši. Zagnani Kristjan! Nogometni klub Nankatsu, a? No, me prav zanima, kako dober je Nankatsu. David, ustavi Rudija! Sebastian! Ne obotavljaj se in ustavi Rudija! Pa saj to je vendar Fabijan. Ne moram verjeti. Jo že imam! Moja je! Hej, kdo si pa ti? Ja, jaz sem Kristjan iz nogometnega kluba Meiwa. Kristjan! Kaj bi pa rad? Kaj si prišel počet sem? Prišel sem, da bi videl, ali sem kos najboljšemu golmanu, Fabijanu. Kaj? Tiho bodi, ne moti nas pri treningu. Miran, pusti ga! Jaz bom opravil z njim. Takole genij. Fabijan, bo že videl. Streljaj! Evo! Naravnost vame si meril! Obranil si! Dobro si opravil, golman. Obranil si moj strel. Ampak to je bil samo uvod. Naslednjič ne bom tako prizanesljiv, zapomni si, kaj sem rekel. Zakaj nas motiš pri treningu? Kaj bi rad dokazal? Prišel sem pogledat, kakšno moštvo imate, Nankatsu. Spoznal sem, da mojemu moštvu niste nevaren nasprotnik. Nič več se ne bojim. Kaj praviš? Miran, nehaj, to bomo rešili z žogo. Kaj? Sebastian, zdaj si tukaj? No, kar povem, kako dobri smo. Že dolgo se nismo videla. No, Sebastian, videla se bova na državnem prvenstvu. Letos bo pokal za zmagovalca naš. No, kmalu nasvidenje. No, Fabijan, kar pripravi. Se vidimo v finalu. Ali poznaš Kristjana, Sebastian? Nekaj časa sva igrala v istem moštvu. Kristjan je kapetan nogometnega kluba Meiwa, ki je eden najboljših klubov, kar jih sploh poznam. Res je dober. Zelo dobre igralce imajo. Ne boste me ustavili, ne. Ne bo vam uspelo, ne boste me ustavili. Če mi želite prestreči pot k golu, se boste morali veliko bolj potruditi.
Tako močan je! Pomiri se! Zmagali bomo s 5 goli razlike. Ja, poškodoval si ga! Prepričan sem, da si to naredil. Kako moraš, nalašč. to je samo trening tekma! Utihni to. Zdaj je pa zadnji čas, da dam gol. Umakni se! Ni fer, to si naredil na lašč. Vem, da si normalen! z nami tako. Kaj pa to je? Kaj se pa razburjata, utihnita? Če se bojita poškodb, ne igrajta nogometa. Če niste pripravljeni tvegati, potem pustite vse skupaj. Nogomet je napadalen šport. Če mi boste stala na poti k golu, jo bom nasilno odstranil. Jaz sem Kristjan in to je moj način igranja. Tako, naj vam bo jasno za vse večne čase. Za Kristjana nekaj velja samo res napadalen nogomet. Torej, zanj napad vse. Močan udarec ima. Hm? Če ne bi meril vame, verjetno strela sploh ne bi obranil. Fabijan, Njegov način igranja se razlikuje od Rudijevega. On je privrženec čvrste igre. čvrste igre? Tudi tehnika odlično obvlada. Nogometni klub Mejiva ima tudi odličnega trenerja. On je ustvaril tako dobro moštvo. Trdo je delal z njimi. Trener, trening tekma je končana. Končali smo. V redu. Bili so zelo, zelo slabi, veste? Ti pa si jim zabil samo 6 golov, a? Veš, še kakšnega več bi jim lahko dal. Bolj moraš napadati, Kristjan. Nikoli ne nehaj napadati. Vseh 90 minut moraš napadati. Veš? Mejiva je dober klub. So res tako dobri? Kristjan je poboljšal svoj strel. Verjetno je celo moštvo napredovalo. Torej so dobro moštvo, kaj? Zakaj te to tako veseli, Rudi? Bolj zabavno je igrati proti dobremu moštvu. No ja, prav imaš. V državnem prvenstvu se kar pomerimo z njimi. Ne bom dovolil, da mi zatresejo mrežo. Ni variante! Obrani bom vse, kar bojo. Streljaj! Oja, draga, Rudi, Srečko. Prav zanima me, kako je z njimi. Pogrešani. Kapitan! Kapitan, dobili ste pismo z Japonske. Odlično. Verjetno mi piše Srečko. Kapitan, kako si? Hvala za vse. Obiskal sem zdravnika, ki si mi ga priporočil. Imam poškodovano očesno mrežnico. Zdravljenje bo nažalost dolgotrajno, vendar ni nobenih zagotovil, da bom še kdaj videl kot nekoč. A tako zelo si želim videti. Tako, kot sem nekoč, ko sem igral za brazilsko nogometno reprezentanco. Kapitan, hvala ti za enkrat. Hvala ti za vse. Razumem. Srečko bo težko povsem ozdravel. Stanujem v tvoji hiši in tvoji ženi delam preglavice. Zelo, zelo prijazna je in me vedno spravi v dobro voljo. Zelo poštena je, iskrena. Moram priznati, da tako dobre kuhe pa že dolgo ne. Dobro pazi nanj, draga.
Rudi je pameten, živahen, čudovit otrok. Ravno takšen je, kot sem si ga predstavljal. Rudi se je spoprijateljil s Srečkom, kaj? Dobro. Zelo nadarjen nogometaš je. Mogoče me Bog ni poslal sem, da bi spet videl. Ampak, da bi spoznal Rudija in mu predal svoje znanje, ki sem ga dobil od brazilskega nogometa. Rudi je odraščal z nogometno žogo. Mogoče je res Bog hotel, da se Rudi in Srečko spoznata. Dokler bo Srečko pri nas, bo pazil na mojega sina in ga tako usmerjal na poti, da postane odličen nogometaš. Verjamem, da bom ozdravel. Ko bom gledal Rudijev napredek, pa vsem me osvojil svojo željo, da postane odličen nogometaš. Komaj čakam, da se vrnem na Japonsko, domov. Sebastian! Rudi! Na! Ubranil bom! Kristjan, boš videl, kdo je najboljši vratar v prvenstvu. Na sredino! Podaj na sredino! Prav! Skoči! Skoči! Ne, hitreje moraš skočiti. Poslušaj, ne smeš se bati. Skoči, ko žoga prileti pred gol. Podaj žogo pred gol, razumeš? Velja! Kristjan! Kapetan! A s teboj vse v redu? Kapetan! Ne pozabite, kako igra naše moštvo. Ves čas tekme morate napadati. Ves čas napadajte. Ja, Velja! Dobro, nadaljujte s treningom. velja! Velja! Kristjan, danes si pa videti zelo zaskrbljen. No, se vam zdi? Je Fabijan tako dober? Ja, šel si pogledat, kako brani, a? Ja, res je genij. Nogometni klub Nankatsu bo naš najmočnejši nasprotnik. Razumem. Ja, tudi Sebastian igra zanje. Videl sem. Sebastian, a? Potem jih bo res težko premagati. Letos bomo vseeno osvojili prvenstvo. Z napadalnim nogometom. Vsem bom rekel, naj igrajo napadalno in ves čas streljajo na gol. Žoga mora biti vedno v nasprotnikovem kazenskem prostoru. Fantje, ves čas bo treba napadati. To bo težka tekma. Fantje, napadajte! Ja! Velja! Tako je. Nogomet je napadalna igra.
Ves čas je treba napadati. Pred 20 leti sem bil mlad in zagnan, vendar angleškemu napadalnemu načinu igre nisem bil kos. Zato nisem mogel narediti velike kariere. Moral sem se posloviti od nogometnih terenov. Takrat sem si prisegel, da bom mlade učil napadalnega nogometa. Pazi na obrambo! Ne, pokrivaj ga! Rekel sem ti. Kristjan, naučil sem te vsega, kar znaš. Zdaj na tebi, da to znanje uporabiš. To dobro. To ni dovolj. Še močnejši strel moram imeti, če želim polniti mreže. Z vso močjo moram streljati na gol. Ja, tako je. Z veliko voljo boš premagal Nankatsu in Fabijana. Sebastian bo sprejel podajo. Rudi in Sebastian odlično sodelujeta v napadu. Streljam! Njuni streli me pogosto presenetijo in zelo močni so. Ampak, Kristjan, premagali bomo tvoj klub. Kaj? Miha je v standardni postavi. Tako je. Trener! On je šele v 4. razredu, to tako ne gre. Kristjan, starost nima nobene zveze z nogometom. Sebastiana ni več. S kom boš ti igral v napadu? Povej mi, s kom? Prav. Poglej, Miha ti bo pomagal, da boš lahko igral, kot želiš. Prav. Kristjan je prišel pogledat, kako igramo, vendar je pa nekaj spregledal. Kaj pa je spregledal? Nimamo samo odličnega golmana tebe, ampak tudi Rudija. On je res imeniten igralec. A si videl, kako igra? Kako odlično se znajde pred golom? Razumem. Še enkrat poskusiva! Dajmo, fantje! Ja! Zvejo! Prav, pa dajva. Miha, daj, zgani se. Še enkrat podaj pred gol. Prav! Ne morem verjeti, da bom res igral s Huego. Dobra podaja, odlično si mi podal. Gol, to, Miha, skupaj bomo osvojili državno prvenstvo. To bi bilo odlično. Kristjan zelo rad govori o zmagah. Ja, da pa. No, jaz zdaj grem. Vi pa temeljito nadaljujte s treningom. Zmagati moramo. Prav! Ja. No, se vidiva, Miha. Zmenjeno. Trener, odhajam. Nasvidenje. Prav. V službo gre, kaj ne? Sam mora služiti denar. Miha, vsi igralci vedo, da dela in tako pomaga preživljati družino. Soigralci mu zaupajo, ker se nikoli ne preda. Jaz bi mu rad zaželel veliko sreče. Zdravo, Kristjan! Doma sem, doma. Igrajmo še! Žal mi je, ampak v službo moram, veš. Se boš znova tako pozno vrnil domov? Ko se vrnem, moraš ti že spati v postelji. Kristjan, jaz bom preživljala družino. Tebi ni treba delati, saj si vendar še otrok. Vse je že v redu, mama, no. Rad bi pomagal plačevati stroške. Kristjan, gospod Šilkovec me je klical glede časopisa. Žal mi je, gospod, takoj mu ga bom odnesel. Na treningu sem bil. Dokler lahko igram nogomet, sem srečen. Prazen zaboj pospravi v kot. Da, gospod. Pridno dela. A je vaš sin? Ne dela pri meni! Treniral bom tudi na mesto drugih in osvojili bomo državno prvenstvo. Potem bom profesionalni nogometaš. Uspelo mi bo. Mora mi uspeti. Ja. Na prvo mesto, na zmago! Uspelo bo!
悔しいくらいタフな愛情に抵抗できないわがままぶりもすっかりペースを乱されてる感じ